En lep dober večer vsem skupaj na 71. skupščini Gasilske zveze Domžale. In na začetku vas bi prav lepo vse prosil, da še enkrat ustanemo in se spomnimo vse naše gasilce, ki so preminuli in ki so delali za zvezo in seveda tudi v lanskem letu preminulega našega častnega predsednika Slatnar Marjana. Slava jim! Spoštovani in spoštovane, v naši sredini bi najprej pozdravil naše goste, ki danes prisostvujejo na 71. skupščini naše zveze. In sicer predsednika regije Ljubljana 3, Slavka Jalovca. Člana poveljstva Gasilske zveze in poveljnika regije Ljubljana 3, Klemena Repovža. V naši sredini je tudi župan občine Trzina, Peter Ložer. Pozdravljam tudi našo županjo občine Domžale, gospo Renato Kosec. Častnega poveljnika Gasilske zveze Domžale Janeza Brecelnika in častnega člana Gasilske zveze Domžale Janeza Štebeta. Člane upravnega odbora in poveljstva Gasilske zveze Domžale, delegate prostovoljnih gasilskih društev iz Gasilske zveze Domžale, predstavnike regijske zveze in gasilskih zvez v naši regiji, delegate Gasilske zveze Lendava na čelu s predsednikom Srečkom Prendlom, delegacijo vatrogasne zajednice grada Koprivnice na čelu s poveljnikom Cirkač Dinom, delegacijo dobrovoljnega vatrogasnega društva Supetar na čelu z Nikolo Martičem, delegacijo Gasilske zveze Postojna na čelu s predsednikom zveze Šantal Robertom, delegacijo prostovoljnega gasilskega društva Postojna z načelom s poveljnikom Rokom Muhičem, podžupana občine Domžale Boruta Arnesla, poveljnika civilne zaščite Domžale Marka Žagarja, namestnika poveljnika civilne zaščite Domžale Petra Gubanca, direktorja Centra za zaščito in reševanje Domžale Andreja Jarca. Pozdravljam tudi vse dobitnike odlikovanj in priznanj regije Ljubljana 3 in Gasilske zveze Domžale. V naši vrsti pozdravljam tudi predstavnico godbe Domžale in sicer predsednico Anjo Mihelčič. Pozdravljam tudi gospoda župnika, ki se nam bo pridružil malo kasneje, gospoda Boštjana Gučka. In gasilce današnjega gostitelja prostovoljnega gasilskega društva Trzin. Vsa društva ste prijela dnevni red današnje skupščine in bi
dal na dnevni red kar drugo točko, in sicer sprejem dnevnega reda naše skupščine. Delegate sprašujem, smo za ta dnevni red, ki je bil pripravljen pa poslan na društva. Prosim, če z dvigom rok potrdite to. Se pravi, sklepčni. Dajem tudi predlog za delovno predsedstvo. In sicer na upravnem odboru smo se pripravili predlog, in sicer za predsednika delovnega Marka Kajfeža in pa Anjo Mrak in Franca Pirnata, zapisnikarja Romana Lazarja, verifikacijsko komisijo Anton Bergant, Stanko Grčar in pa overovatelje zapisnika Klemen Ložar in Miha Rožman. Ma kdo kakšen drug predlog? Če nima, dajem na glasovanje. Smo za? Prosim z dvigom, če potrdite. V redu. Prosil bi delovno predsedstvo, da zavzame svoja mesta. En dober dan. V imenu delovnega predsedstva, po svojem imenu bi se vam zahvalil za zaupanje, pa tudi v svojem imenu bi pozdravil vse goste, po vse gasilke, po vse gasilce te skupščine Gasilske zveze Domžale. Zdaj bi šli pa na četrto točko, se pravi poročilo organov Gasilske zveze Domžale. Tako da bi najprej prosil gospoda predsednika Gasilske zveze Korošca Matjaža, če poda poročilo. Spoštovane gasilke, gasilci, cenjeni gosti, dragi prijatelji gasilstva. V imenu Gasilske zveze Domžale vas prav lepo pozdravljam. Leto 2025 je bilo za našo zvezo zelo uspešno in aktivno, polno izzivov, dosežkov in skupnih prizadevanj. Uspešno smo delovali na vseh področjih, operativnem, izobraževalnem, tekmovalnem, mladinskem in organizacijskem. To je rezultat odličnega sodelovanja med društvi, predanosti naših članov ter podpore lokalnega okolja, v katerem delujemo. Posebno mesto v preteklem letu je zavzelo praznovanje 70-letnice Gasilske zveze Domžale. Osrednja slovesnost je potekala 18. septembra 2025 v Kulturnem domu Franca Bernika, kjer smo skupaj obeležili pomemben jubilej naše zveze. Na prireditvi so bili med drugim prisotni tudi minister za obrambo Republike Slovenije Borut Sajovic, namestnik poveljnika Gasilske zveze Slovenije Tomaž Vilfan, predsednik in poveljnik regije Ljubljana 3 Slavko Jalovec in Klemen Repovš, glavni poveljnik Hrvaške vatrogasne zveze Slavko Tucakovič, županja občine Domžale magistra Renata Kosec in župan občine Trzin Peter Ložar, ter številni drugi vidni gostje iz našega lokalnega okolja. Drugi del praznovanja je bil namenjen našim gasilkam in gasilcem in smo ga izvedli 27. novembra v športni dvorani Domžale. O tej priložnosti smo izdali tudi knjigo ob 70-letnici, ki dokumentira dolgoletno delo Gasilske zveze Domžale. Ob tem bi se rad zahvalil Romanu Lazarju, ki je knjigo napisal, Luciji Šarc, ki je jezikovno pregledala, Petri Brišar, ki jo je oblikovala, ter Komisiji za zgodovino s predsednikom Francom Ovsem, ki nam je pomagala pri pridobitvi dokumentov. V letu 2025 smo organizirali tudi 14. dobrodelni koncert za sklad Rajka Novaka, ki je potekal 2. oktobra v športni dvorani Domžale. Namen koncerta
je pomoč gasilcem in njihovim družinam v primeru nesreč ali življenjskih stisk. O koncu leta je bilo v skladu zbranih 58.263,75 evra, kar dokazuje povezanost in solidarnost naše gasilske skupnosti. Na tekmovalnem področju smo bili zelo uspešni. Organizirali smo tekmovanje Gasilske zveze Domžale na vseh kategorijah. Na državnem tekmovanju so nas zastopali člani in članice PGD-rova, ki so se uvrstile v kvalifikacije za Gasilsko olimpijado 2026. Kvalifikacije bodo 18. aprila v Gorišnici in že na tem mestu jim želim čim več uspeha ter uvrstitev na Gasilsko olimpijado, ki bo letos potekala v Avstriji. Veterani prostovoljnega gasilskega društva Pšata Dragomelj so svoje spretnosti pokazali na državnem tekmovanju starejših gasilcev v Gorišnici in nas odlično zastopali v tej konkurenci. Tudi mladi so našo zvezo uspešno zastopali z ekipami prostovoljnega gasilskega društva Dob in prostovoljnega gasilskega društva Rova. Tudi operativno delo je bilo zahtevno in obsežno. Naši gasilci so posredovali pri številnih intervencijah. Med večjimi pa izstopata požar stanovanjskega objekta v Trzinu ter požar industrijskega objekta podjetja Lip Preserje. Velik poudarek smo namenili tudi izobraževanju in usposabljanju kadra. Izvedeni so bili tečaji za pripravnika, nižjega gasilskega častnika in strojnika. Naši člani so se udeležili tudi izobraževanja na Gasilski zvezi Slovenije v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu, med drugim tudi za usposabljanje brezpilotnih zrakoplovov. Posebno mednarodno sodelovanje smo razvili tudi v okviru projekta Alpe Adria Knowledge Transfer. V Domžalah smo gostili gasilce z otoka Brač, kjer smo jim predstavili naše delo in posredovanja na intervencijah. Kasneje pa je 27 gasilcev javne gasilske službe Domžale sodelovalo tudi pri usposabljanju na Braču. Ob jubileju zveze smo z občino Domžale organizirali tudi večjo gasilsko reševalno vajo na območju podjetja Kanzai Helios in medgeneracijskega centra Domžale, kjer so enote preverile pripravljenost ter usklajenost delovanja ob večjih nesrečah. Na področju tehnike in opreme smo izvedli več investicij. Nabavljeno je bilo vozilo GVM-1 za prostovoljno gasilsko društvo Studenec, ki je bilo prenešeno iz leta 2024 in prevzeto v lanskem letu. Prostovoljno gasilsko društvo Dob in prostovoljno gasilsko društvo Ihan pa sta bila v tekočem planu za vozilo GVM-1. Gasilska zveza Domžale je pridobila vozilo GVZ-1. Za prostovoljno gasilsko društvo Domžale mesto pa smo začeli postopek nabave vozila GVC-1. Prvi sklop je bil izveden že lani, letos pa sledi še drugi sklop nadgradnje vozila. Gasilska zveza Domžale je nabavila tudi 2 drona. En dron smo že uporabili na intervenciji ob industrijskem požaru v Preserjah, kjer je s pomočjo posnetkov iz zraka poveljniku bistveno olajšal pogled nad situacijo in analizo poteka intervencije. Leto 2025 je bilo tudi žalno leto. Poslovili smo se od Marjana Slatnarja, dolgoletnega člana prostovoljnega gasilskega društva Domžale mesto, častnega predsednika Gasilske zveze Domžale in prejemnika priznanja Matevža Haceta. Žalna seja v njegov spomin je potekala 21. marca 2025 v prostorih Centra za zaščito in reševanje Domžale. Njegova predanost, vizija in doprinos k razvoju gasilstva ostajajo neprecenljivi
in bodo zavedno del naše zgodovine. Komisija za mladino se je v preteklem letu sestala na 4 sejah. Organizirala je številne dogodke, tekmovanja in aktivnosti, ki so mladim omogočile odličen razvoj gasilskega znanja in ekipnega duha. Med pomembnejšimi dogodki so bili prvi kviz Gasilske zveze Domžale v osnovni šoli Rudica, beli dan na Rudnem pri Železnikih, orientacija 4 gasilskih zvez v Ihanu, 27. tabor gasilske mladine v CŠOD Radenci ob Kolpi ter promocijski dogodek Ko bom velik, bom gasilec. Novembra so mentori sodelovali tudi na posvetu v Zrečah. Komisija se ob tem zahvaljuje občini Domžale, Gasilski zvezi Domžale, Centru za zaščito in reševanje Domžale ter vsem mentorjem za njihov trud. Komisija za članice se je sestala 4-krat. Aprila je organizirala pohod za članice regije Ljubljana 3, decembra pa praznično druženje in večerjo, kjer so se članice pregledale opravljeno delo ter razpravljale o prihodnosti in prihodnjih izzivov. V letu 2026 bo vodenje komisije začasno prevzela podpredsednica Ani Grčar s ciljem povečanja udeležbe članic na aktivnostih. Naj povem, da predsednica bo šla v Rim, tako da mogoče bomo imeli pa podmladek, narastek novega podmladka. Komisija za veterane je delala skladno s programom in izvedla 3 seje, od tega eno skupno s predsedniki komisij veteranov po društvih, kjer je še dodatno izboljšalo sodelovanje. Veterani so se udeležili tekmovanj strokovne ekskurzije na Cerknico in Bloško planoto ter srečanja regije Ljubljana 3 v Litiji. Prisotni so bili tudi na dobrodelnem koncertu in organizirali 27. srečanje veteranov Gasilske zveze Domžale v Žejah. Aktivno so sodelovali pri raznašanju koledarjev, obiskovali so bolnike in ostarelih članov ter bili prisotni na vseh slovesnostih, bodi se na zadnjih poteh ali pa prireditvah. Spoštovane gasilke in gasilci, dragi prijatelji, leto 2025 je dokaz, da Gasilska zveza Domžale deluje kot ena povezana družina, kjer vsak član, mentor, veteran prispeva v skupnemu uspehu. Naši dosežki, intervencije, tekmovanja, usposabljanje, investicije in delo komisij niso le dogodki ali številke, so dokaz predanosti, poguma, solidarnosti, ki nas opredeljujejo. Ob tem želim poudariti, da bomo tudi v prihodnje ohranili in razvijali zgledno sodelovanje z občino Domžale, z Gasilsko zvezo Slovenije, gasilskimi društvi, zvezami in sosednjimi območji, regijo Ljubljana 3, poklicnimi gasilci Centra za zaščito in reševanje Domžale ter štabom civilne zaščite Domžale. Posebno vrednost ima tudi sodelovanje z našimi pobratenimi gasilskimi zvezama Lendavo in Koprivnico, pa tudi z gasilci z otoka Brač ter gasilci iz Postojne. Hvaležni smo tudi za dobro sodelovanje z Zgodbo Domžale, krajevnimi skupnostmi ter številnimi drugimi organizacijami in posamezniki, ki skupaj z nami soustvarjajo varno, povezano in solidarno skupnost. Z vsako predanostjo bomo nadaljevali zastavljene projekte, nabavljali potrebno opremo in vozila, se izobraževali ter pripravljali slovesnosti in srečanja ob jubilejih. In dokler bo vsak izmed nas stopil naprej, ko drugi stopijo nazaj, dokler bo vsaka roka pripravljena pomagati, ko je pomoč potrebna,
bo Gasilska zveza Domžale močna, povezana in ponosna, srčna naša skupnost, ki bije za vse nas. Hvala vsem za vaše delo, predanost, pogum, s našim pozdravom na pomoč. Ok, super. Malo daljši bo. Upam, da nam uspe. Čist primer imam, Miško, veš? Jaz si bom. Aha, dela. Kakorkoli, lep pozdrav še v mojem imenu. Predstavil bi nekako operativno delo v Gasilski zvezi Domžale v preteklem letu, pa ker imam možnost obleči uniformo, ki je isto modre barve, pa nos malo drugačne znake. Najbrž veste vsi, včasih oblečem tudi uniformo poklicnega gasilca, bi mogoče se dovolj govoriti o javni gasilski službi. V občinah Domžale in pa Trzin, sam sem prvi zagovornik, da naše gasilsko delo je delo, ki nudi pomoč občanom v nesreči, in v preteklem letu, sploh v letu 2025, je bilo veliko dela na operativnem področju namenjeno organiziranosti operativnega dela gasilskih enot v Republiki Sloveniji. Mislim, da bo to, kar zdaj govorim, lahko potrdil tudi namestnik oziroma podpoveljnik Gasilske zveze Slovenije, kolega Klemen. Skupaj sva sedela, včasih v uniformi, včasih v civil, z istim ciljem zrihtati dobra merila za organiziranje gasilskih enot, dobra merila za organiziranje industrijskih gasilskih enot, dobra merila za organiziranje gešp enot in dobra merila za organiziranje predorskih gasilskih enot. Po domače Biblijo delovanja gasilske službe v lokalnem, industrijskem in pa še kakšnem okolju. Mislim, da bo tudi poveljnik lahko potrdil, da sem bil eden pobudnikov srečanja poklicnih in prostovoljnih gasilcev in skupnega nastopa pri zagovarjanju reševanja problematike operativnega gasilstva v Sloveniji. Jasno, pravila je treba napisati, da se jih držimo, da rešimo na nek korekten, konkreten in učinkovit način. V preteklem letu smo na območju delovanja Gasilske zveze beležili 462 intervencij, od teh intervencij je bilo 119 požarov. Med požari je največ požarov na objektih, 64 primerov, 34 smo imeli požarov na prometnih sredstvih, 20 je bilo požarov v naravi oziroma na prostem in pa ena eksplozija in posledica eksplozije tudi požar. V 155 primerih smo reševali o prometnih nesrečah, 153 je bilo v cestnem in pa 200 bile v železniškem nesreču. V preteklem letu beležimo 18 nesreč z nevarnimi snovmi, v 2 primerih, v 6 primerih šlo do sproščanja nevarnih plinov, strupenih plinov in pa v 12 primerih nesreče z nevarnimi snovmi v industrijskem okolju in pa v prometu. Beležimo 25 drugih nesreč, med katerimi je bilo 5 delovnih nesreč, v 16 primerih smo reševali nenadno obolele osebe, enkrat nesreče na vodi, 2 nesreči beležimo pri športnih aktivnostih in pa 1 nesrečo ob napadu živali. V 94 primerih smo nudili tehnično pomoč, kamor vrščamo zapiranje vode, črpanje vode, odpiranje vrat in pa prenose obolelih, kar pomeni pomoč pri prenosu službi nujne medicinske pomoči. 41 primerov je lažnih intervencij, od tega 39, ko smo bili pozvani na izvoz, pa je bil vmes preklic oziroma ni bilo potrebno, in pa beležimo 2 prijave, ki sta bili lažni. Potem še 8 naravnih nesreč, ne govorimo o naravnih nesrečah obsega leto 2023, ampak o manjših, ko se je podrl kakšen drevo, ki je kje šla čez kakšna voda, in pa jedrski in drugi dogodki. Ja, v sosednji lokalni skupnosti smo posredovali ob pošiljki pisemske kuverte z neznano vsebino in pa enkrat se je najdlo NUS. Zdaj, mogoče malo statistike, intervencije po mesecih, vidimo, da je v bistvu so poletni meseci po številu najbolj obremenjeni, po številu dogodka najbrž smo ugotovili prometne nesreče in pa požari na objektih in ostalih sredstvih.
Kar se tiče sodelujočih na intervenciji, lansko leto 2957 operativnih članov je posredovalo na raznih intervencijah. Predsednik je že omenil, dve intervencije sta zaznamovali leto 2025 in sicer prva 28. marca 1958 ulica pod gozdom v Trzinu. Šlo je za požar in eksplozijo v stanovanjskem objektu, aktivirano 1958 PGD Trzin, 2008 Mengeš, 2037 Cezare Domžale in pa 2013 Domžale mesto. Izvajalo se gašenje in pa reševanje oseb, sodelovalo 60 gasilcev, požar je bil pogašen na naslednji dan ob 3 zjutraj. Zaključek intervencije ob 12. Mislim, da je bila to, bom rekel, ena, niti ne toliko zelo lahkih intervencij. V tej intervenciji sta dve osebi tudi izgubili življenje. Naslednja, še večji dogodek smo beležili 9.11. Lih ta prav dan, Martinova sobota oziroma se je že prevesla v Martinovo nedeljo. 0:33 smo iz 112 prejeli klic, da je lastnik v objektu prejel požaren alarm in kamera kaže, da je šlo, da ne bi se vžgale smeti. Kar se tiče aktiviranje gasilskih enot je bilo izvedeno v 3 stopnjah. Prva stopna, lokalno pristojna prostovoljna enota, poklicna gasilska enota, 0:33, 0:42, druga stopna, sektor sever, sektor zahod, v 3. stopnji aktiviranja 0:50, del enot sektorja vzhod. Za pomoč smo prosili PGD Mengeš, PGD Šmarcev in pa PGD Kamnik s gasilskimi cisternami in pa avtolestvijo in pa seveda tudi nujno medicinsko pomoč zdravstvenega doma Domžale, predvsem zaradi oskrbe operativnega kadra. Ob 0:50 obveščanje v skladu z operativnim načrtom, obveščanje vseh odgovornih v lokalni skupnosti, poveljnika javne gasilske službe, poveljnika oziroma namestnika civilne zaščite, županjo, obveščen je bil upravljalec zapornice za zagotavljanje zadostnih količin vode za gašenje, dežurni sistemski inženir komunalnega podjetja in ko smo vse gasilske enote spravili na lokacijo, smo začeli izvajati gašenje v okviru 3 sektorjev. Z taktičnega vidika intervencija ne težka, ni bilo noter ogroženih oseb, kar pomeni, da smo se odločili ogenj napast zunanjim napadi z taktiko obkrožanja. Ob 2:30 smo požar delno pogasili, kar pomeni, da smo ga spravili za 4 stene. Predsednik, se upravičujem, je omenil, da smo uporabili prvič dron na intervenciji, izkazal se je zelo dober, nudil je odlično sliko situacije in pa učinkovitosti posameznih enot. Ob 2:30 smo se odločili, da prenehamo zagasiti z vodo zaradi v bistvu neke neučinkovitosti, tako da smo ob 3 štartali z gašenjem s peno. Požar je bil 4:15 pogašen, se pravi dobre 3 ure po nastanku je bil požar pogašen. Požar velikosti približno 2000 kvadratnih metrov. No, vmes nas je prišel pogledati tudi inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vse mu je bilo razložen mu je bil potek gašenja, razložena mu je bila učinkovitost in po parih minutah je pač tudi zapustil. Nadaljevanje, gasilska straža do ponedeljka, do takrat, ko je policija vstopila lahko v objekt z namenom preiskovanja. Samo za orientacijo, mislim, da ena zelo pomembnih shem sistema vodenja večjih intervencij v Domžalah, zavedamo se, da gasilci nismo edini, ki rešujemo. Zato, da lahko kvalitetno rešujemo, imamo, bom rekel, tudi dobro logistično, administrativno podporo in tist, kar ni rdečega, je pač del sistema zaščite in reševanja v občini, ki lahko, mislim, da je bilo tudi tukaj dokazan, se pravi, dela na tak način, kot se od njega pričakuje. Seveda, da lahko dobro rešujemo probleme, se moramo usposabljati. V lanskem letu, mislim, da je bilo upravljeno največ tečajev v zadnjih letih, izvedeli tečaj za pripravnika 25 kandidatov, tečaj za operativnega gasilca 23, tečaj za nižjega častnika 16, tečaj za strojnika 30 in pa seminar o razvrščanju in pa protokolu, seveda zato, da nas vidijo tudi takrat, kadar gremo na parado, kadar se postavimo zunaj na cesto, da smo strumni, da znamo ne samo na intervencijah, tudi drugače na prireditvah. V okviru Gasilske zveze Slovenije smo obiskovali vse tečaje specialnosti, eden od naših kandidatov je tudi
dosegel tečaj oziroma uspešno zaključil tečaj za višjega gasilskega častnika. Ko pogledamo kompletno statistiko izobraževanj, 242 pripadnikov je bilo na izobraževanju. V nadaljevanju predstavljene vaje, permanentno usposabljanje, vse te vaje so izvedene v okviru posameznih požarnih sektorjev, organizatorji, se pravi posamezna društva, se pravi bilo je 2, 4, 6 večjih gasilsko-reševalnih vaj, izvedenih, na katerih sodelujejo društva iz sektorjev in pa seveda obvezno posod poklicna gasilska enota. Mogoče sam slike, da se malo vidi, da ne bo sam pisal, kaj je, v glavnem delamo, urimo taktične postopke gašenja, reševanja, nudenja prve pomoči in tako naprej in tako naprej. Eno od usposabljanj Alpe Adria Knowledge Transfer je, bote, ovo je dobro, je li tako? Nikola Martinič, dozapovednik Splitsko-dalmatinske županje, je li tako? Tako. Ja, malo za hec, da se malo nasmejimo tudi. Projekt je dober, projekt je super, projekt je bil v samem štartu vzet na nek način, mogoče malo z distance, ampak kakorkoli. V februarju smo gostili kolege gasilce iz območja Brač, pri nas so se urili v postopkih reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi, reševanja se pravi ob požarih, govorimo o delu v Domžalah, projekt Laufa skupaj z Gasilsko zvezo oziroma s PGD Postojna Gasilsko zvezo Postojna, tam pač je poudarek na tehničnih intervencijah. Februarja smo imeli 2 grupe operativnega kadra, kjer smo, kot sem omenil, urili postopke. V mesecu marcu je bil pri nas na obisku zapovedniški, se pravi vodstveni kader, kjer tem kolegom je bila predstavljeno delovanje gasilstva v Sloveniji, delovanje javne gasilske službe v Domžalah, s poudarkom Domžalah, spoznali se, kje vse delamo, da ne delamo na obali, ampak delamo predvsem v industriji in pa v nekem vaškem mestnem okolju. V juniju pa do oktobru smo pa v okviru 9 izmenjav sodelovali se pravi, bili na usposabljanju za gašenja požarov v naravi na otoku Braču, 9 izmenjav, 28 pripadnikov je bilo, predsednik bil je tudi poveljnik dol, tako da ta je 28. Kot operativni gasilc. Ja, pa če je bilo mogoče v prejšnjih letih nismo imeli pokazati z intervencij kakšnih dogodkov, moramo reči, da smo Slovenci pomagali gasiti in uspešno pogasili enega največjih požarov, po moje v zadnjem obdobju na otoku Braču, 42 hektarov je obsegel ta požar in mislim, da smo se tam dol kar izkazali, to drži, mogoče bo povedal to Stipe kasneje, pa ne samo na Bolu gasili, mislim, da smo v enih 6 požarih sodelovali, kjer smo imeli možnost pokazati, kdo smo, iz kakšnega testa smo in česa smo sposobni. In glede na odziv, ki je prišel ki smo ga dobili pri kolegih, jaz mislim, da smo zaupanja vredni ljudje. Ne nazadnje smo pa na koncu to usposabljanje zaključili na Valum Festu, kjer smo seveda premagali vse braške gasilce, kar je bil največji uspeh, ki smo ga lahko na tem projektu v preteklem letu. Itak se pričakuje, da znamo ugasniti. Kakorkoli, v glavnem, projekt je za podpirati, jaz upam, da ga bomo podpirali, da ga bomo držali naprej. Mislim, da je ne samo v zadovoljstvo, ampak v dobrobit nas vseh. Kar se tiče opremljanja, ja, tudi opremljeni bomo, za razliko od predsednika, poveljnik spremlja kompletno gasilsko službo. Med vozili je bilo tudi nabavljeno gasilsko vozilo GVM1 za PGD Trzin, tako da gasilska zveza kot taka se jača v tehniki na polno, po domače povedano. Vse ostalih vozilih smo že slišali, med opremo razdeljenih je bilo, bom rekel, na domžalskem področju zaščitne obleke, agregati, kompleti motornih žah, kompleti za reševanje, se pravi gašenje požarov v naravi, osebna zaščitna oprema, bila je tudi, se pravi del zaščitne opreme tudi v PGD Trzin, potopna črpalka mulna in tako naprej in tako naprej. Se pravi, kar se tiče opremljenosti gasilske zveze, mislim, da sledimo trendom in pa mislim, da moramo biti s tem zadovoljni in ga probati držati. Ja, gasilska zveza je nabavila tudi brezpilotni sistem, ki se je že parkrat izkazal in je bila, se pravi, upravičil na konc nabavo, v primerjavi z ostalimi
z ostalo opremo, ki ga kupujemo, niti ni drago oziroma sploh ni drago, kar nam je že v letošnjem oziroma preteklem letu omogočil. Psihofizična pripravljenost je pomembna, kar se tiče gasilca. V Domžalah na nek način smo radi tekmovali, mislim, da če bi zdaj pogledamo generalno, mogoče malo manj, ampak na tem področju dejstvo bo treba narediti, pa še vseeno to počnemo. Izvedeli smo tekmovanje za članice in člane, ki ga delamo v, se pravi, 2 rundah, nekak pokal Domžal, s čemer ohranjamo, bom rekel, tradicijo izvedb tekmovanj v Dobu pa v Domžalah. Gor napisan koliko enot. Izvedeli smo tekmovanje za mladino v športnem parku v Dobu. Izvedeli smo tekmovanje za starejše gasilce v 2 delih, se pravi, tukaj v Domžalah tekmujejo vse generacije. In seveda prek regijskih tekem smo bili tudi uspešni, se plasirali na državno tekmovanje in na državnem tekmovanju v Gorišnici 14.6. za mladino, imeli pionirke iz Rov, ki so zasedli 37. mesto, pionirje iz Doba 9. mesto, mladinke iz Rov 20. mesto in pa mladince iz Doba, ki so zasedli 14. mesto. No, 15.6. so se tekmovanja udeležile naše članske desetine. Člani iz Rov so zasedli 6. mesto in so v kvalifikacijah za nastop na gasilski olimpijadi letošnjo leto. Članice so zasedle 4. mesto, prav tako nastop, se pravi, imajo nastop v kvalifikacijah in seveda upamo, da se obe ekipi uvrstita na olimpijado. Zastopala nas je še članice iz PGD Dob, ki so zasedle 12. mesto in pa starejši gasilci iz Dragomla, ki so zasedli 33. mesto. V Gasilski zvezi deluje tudi enota za prvo pomoč. Redno sestaja se na rednih mesečnih vajah, sodeluje na vseh zaščitno-reševalnih vajah, ki jih organiziramo in pa seveda prikazuje nudenje prve pomoči na dnevih odprtih vrat in pa tako naprej. V lanskem letu organizirana tudi večja vaja javne gasilske službe, če temu lahko tako rečem, in sicer v oktobru mesecu požarne varnosti, ki je bil na nek način posvečen izvajanju evakuacije, tema izvajanja evakuacije iz objektov industrijskih in pa iz, bom rekel, objekta, v katerem so nastanjene težje gibljive osebe, sodeloval cela javna gasilska služba, štab civilne zaščite in pa rod skalnih taborov. Kar se tiče Gasilske zveze in pa sodelovanja Gasilske zveze, najbolj tesno sodelujemo s poklicno gasilsko enoto Center za zaščito in reševanje. Mogoče z tega mesta v bistvu si bom drznil, mogoče še malo o njej povedati, ker je to edini kraj, kjer lahko ustvarimo celo sliko gasilske službe v Domžalah. Poleg tega, da upravlja lokalno gasilsko službo, da je GEŠP enota, izvaja tudi požarno varovanje v zelo ogroženih požarno ogroženih industrijskih objektih. Mogoče ena majhna statistika lanskega leta, se pravi, sama enota se je odzvala na več kot 3700 požarnih alarmov, od tega je bilo 63 resnih dogodkov, izvedla 5500 ur požarnih straž, 8000 servisa RGA-ja, 1035 pregledanih hidrantov, 692 aparatov, se pravi, z vsem tem se ubada velik poudarek na izobraževanju in pa seveda na sodelovanju pri izobraževanjih, tako z Gasilsko zvezo, kot pa s posameznimi gasilskimi društvi. Gasilska zveza tudi tesno sodeluje s sistemom zaščite in reševanja, ne glede na to, da je poveljnik rad oblečen v plavo uniformo, zelo težko videti plave avtomobile, ampak če že pridejo, jih pa vzame. Tako da je vesel tudi tega, za logistiko so dobri. Država, bil je eden tistih, ki so se zelo borili, da bi ta plav avto prišel, itak bo čez 2 leti rdeče barve, ampak pustimo to. Smo del sistema zaščite in reševanja, smo ponosni, da smo največja sila in se zavedamo, da brez sodelovanja nas vseh intervencije niso tako uspešne. In nadejamo se nadaljnega dobrega sodelovanja poveljnik civilne zaščite z vsemi enotami, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja. In nazadnje, sodelujemo s prijateljskimi gasilskimi zvezami. V preteklem letu sem na skupščini govoril, da bi si želel na nek način, ne najdemo nazaj več toliko močnega stika s kolegi iz Koprivnice,
Pa smo iskali, kje pa, kaj pa, kako bi lahko, pa ne boste verjeli. Ne. Na Braču so gasili Domžalčani pa Koprivničanke skupaj. Tako da to je en pokazatelj dobrega sodelovanja. Skupaj smo se dobro odrezali, normalno komunicirali med sabo in seveda zato smo bili tudi toliko uspešni. In na koncu je treba pač zahvaliti tistim, ki podpirajo, pa razumejo, podpirajo gasilsko idejo. V prvi vrsti seveda župani občine Domžale, županu občine Trzin, poveljniku civilne zaščite, namestniku poveljnike civilne zaščite in pa ne nazadnje tudi vsem vam, ki pač so ustvarjate zgodbo javne gasilske službe oziroma gasilske zveze Domžale. Mogoče za zaključek sam ena, bom rekel, pobožna želja. Prej sem govoril o tekmovanjih. Dejstvo je, da nam število tekmovalnih enot na nek način pada, da pada mogoče zanimanje. Zdaj, kje je razlog, pa kje ni razlog, vsi iščemo razloge v sistemih, vsi iščemo razloge v gasilski zvezi, ampak spoštovani kolegi, ta prvi je na nas, na vsakmu posamezniku, na vsakmu, ki bo pokazal interes, danes je največji problem, ali pa pokazati dobro voljo. Danes je vse v kurcu, danes je vse za naš, danes se zjutraj zbudiš, pa je že vse narobe. Mislim, da je tukaj problem, da ni problem v tem, da sistem ne dopušča tega, ker smo ugotovili, da sistem podpira to. Samo na nas mora biti, da imamo željo, pa da imamo interes in da imamo sposobnost sodelovati, tako kot sodeluje ta poklicna pa prostovoljna gasilerija na našem območju. Zdaj sem pa že predolg, 10 minut sem obljubil, jih je pa 15. Se upravičujem. 21 po 12 sekund. Hvala, da ste me poslušali. Zahvalil bi se poveljniku za izčrpno poročilo. Zdaj bi pa povabil predstavnika nadzornega odbora Gasilske zveze Domžale, da poda poročilo. Spoštovano delovno predsedstvo, tovarišice in tovariši delegati, gasilke, gasilci, spoštovani gostje. Podajam poročilo nadzornega odbora Gasilske zveze Domžale o pregledu finančnega in administrativnega poslovanja za leto 2025. Nadzorni odbor v sestavi Marko Bergant, Andrej Pavlič, Miha Lenček, Nataša Nemec in Žan Keržan se je sestal 17.3.2026 v prostorih Gasilske zveze Domžale. Nadzorni odbor ugotavlja: prvič, da je bil predsednik nadzornega odbora prisoten na sejah predsedstva, ostali člani pa so bili seznanjeni sklepi upravnega odbora oziroma komisij in so spremljali delovanje zveze in njenih organov. Drugič, strokovna služba vodi knjigovodstvo in finančno poslovanje v skladu s predpisi in knjigovodskimi standardi. Tretjič, Gasilska zveza Domžale je imela v letu 2025 naslednjo finančno realizacijo. Skupni prihodki 466.258,11 evra. Skupni odhodki 411.115,96 evra. Razlika med prihodki in odhodki v letu 2025 je znašala 55.142,15 evra. Imeli smo tudi prenos iz preteklih let, in sicer 28.574,95 evra. Skupaj stanje s presežkom iz preteklih let na dan 31.12.25 je bilo 83.717,09. Breku tukaj se ne ustrašiti, da veliko zgleda. Bil je nabavljen vozilo GVZ, ki je bil že plačan, ampak breku finančna služba je rekla, da ga bomo zdaj z leti vsak let breku odpisvali. Imamo tudi posebni račun, odnosno sklad Rajka Novaka. Tukaj smo imeli prihodkov 12.450
evrov in odhodkov 5186,60. Imeli smo pozitivno razliko, in sicer 7263,40 evra. Iz preteklih let je na skladu 50.993,17 evra, tako da je bilo stanje s presežkom iz preteklih let na dan 31.12.2025 58.256,57 evra. Skupaj redna dejavnost in posebni račun, prihodki 478.708,11 evra, odhodki 416.302,56 evra, razlika med prihodki in odhodki 62.405,55 evra, prenos iz preteklih let 79.568,12 evra, skupaj stanje s presežki iz preteklih let na dan 31.12.2025 za Gasilsko zvezo Domžale je 141.937,67 evra. Nadzorni odbor Gasilske zveze Domžale je obravnaval inventurno poročilo Gasilske zveze Domžale ter pregledal administrativno poslovanje zveze. Pri pregledu ni ugotovil nepravilnosti in na delo ni imel pripomb. Administrativno poslovanje se vodi ažurno, dokumentacija pa je ustrezno arhivirana na sedežu Gasilske zveze Domžale. Četrtič, nadzorni odbor ugotavlja, da je Gasilska zveza Domžale v letu 2025 poslovala v skladu z veljavnimi predpisi, statutom Gasilske zveze Domžale in drugimi splošnimi akti zveze. Prav tako ugotavlja, da je vsa dokumentacija pravilno podpisana strani predsednika Gasilske zveze Domžale, sredstva pa so bila po pregledu posameznih postavk namensko uporabljena. Petič, vsa nabavljena gasilska oprema je skladno s sklepom dodeljena društvom, katera so opremo evidentirala v svoje poslovne knjige. Vse dotacije društvo, ne glede na namen, tekmovanja zdravniških prijed in tako naprej, Gasilska zveza izvršuje na podlagi vlog društev in sklepa upravnega odbora. Blagajniškega poslovanja Gasilska zveza Domžale nima, vsa morebitna povračila se vršijo preko transakcijskega računa. Nadzorni odbor je pregledal pravilnost poslovanja Gasilske zveze Domžale v letu 2025 in nepravilnosti ni ugotovil. 5. Nadzorni odbor ugotavlja, da je Gasilska zveza Domžale poslovala zakonito in pravilno. 6. Nadzorni odbor predlaga, da se bilanca prihodkov in odhodkov za leto 2025 in bilanca stanja na dan 31.12.25 sprejme in potrdi. Na pomoč. Hvala lepa predsedniku nadzornega odbora za poročilo. Pa bi prosil poročilo verifikacijske komisije. Veseljem ugotavljam, da je na današnji skupščini izrečeno 30 delegatov, 32 vabljeni, torej je skupščina sklepčna. Hvala. Hvala lepa. Zdaj bi pa prišli na 5. točko dnevnega reda, se pravi obravnava in sprejem realizacije finančnega načrta Gasilske zveze Domžale za leto 2025. Se pravi načrt, mislim pa ta poročila ste vsa društva dobila po elektronski pošti. Jaz verjamem, da ste si natančno vse to prebrali. Tako da bi prosil, če ima kdo kaj za pripomniti oziroma kaj za vprašati, da lahko vpraša, če ne bom dal pa to na glasovanje. Kakšno vprašanje? Pa bi pa delegate prosil za potrditev pa sprejem realizacije finančnega plana za 25 z dvigom rok. V redu, je bil kdo proti? Kdo vzdržan? Ni. Hvala lepa. Potem bi šli pa na 6. točko, se pravi razprava in sklepanje o poročilih
Poročila ste tudi dobili nekaj po elektronski pošti, od predsednika pa poveljnika smo jih slišali danes, tako da bi dal tudi na razpravo, ima kdo kaj za vprašati, kaj za pripomnice, kaj dodati. Tudi ne, kar veselo, mislim, če ima kdo, ni problema. Če nima noben, bi dal spet na glasovanje, prosim za dvig rok delegatov. Ima kdo proti? Kdo vzdržan? Ni. Hvala lepa. Tako mi je najbolj, če gremo hitro naprej. Pod 7. točko izvolitev dveh delegatov za plenum Gasilske zveze Slovenije. Predlagana iz upravnega odbora sta bila Matjaž Korošec kot predsednik in poveljnik Matjaž Merkožič, tako da bi spet delegate prosil za potrditev z dvigom rok. Ima kdo proti? Podpora, 100%, super. Gremo na 8. točko. Predstavitev in sprejem programa dela Gasilske zveze Domžale za leto 2026. Spet vsa ta poročila, se pravi, tudi plan ste dobili po elektronski pošti. Spet, ima kdo kaj za dodati, kaj za vprašati? Prosim za potrditev z dvigom rok. Ima kdo proti? Hvala lepa. Gre hitro zdaj, ja. Tako. No, pa smo prišli pa na zdaj smo imeli 9, ne? Ja. Finančni. Se pravi, zdaj smo pri 9. točki program in sprejem finančnega načrta Gasilske zveze Domžale za leto 2026. Tako kot vse ostalo je bilo gradivo poslano po elektronski pošti. Prosim, da potrditev za dvigom rok. Delegati. Kdo proti? Ok. 26. Se opravičujem za napako, bomo popravili. Se pravi, potem gremo pa na 10. točko, na podelitev priznanj. Tukaj bi prosil predsednika regije Ljubljana 3 Slavka Jalovca in predsednika Gasilske zveze Domžale Matjaža Korošca, da prideta na oder pa podelita priznanja. Ok. Iz odera. Priznanje 3. stopnje regije Ljubljana 3 prejme Primož Urbanija. Tovariš Primož Urbanija, rojen 10. decembra 1986 v Ljubljani, je član gasilske organizacije že od leta 1995. Svojim dolgoletnim in prizadevnim delom si je v gasilstvu pridobil velik ugled in spoštovanje med člani društva ter širše v gasilski skupnosti. V obdobju med letoma 2013 in 2018 je opravljal funkcijo podpoveljnika PGD Radomlje. Leta 2018 pa je bil izvoljen za predsednika PGD Radomlje, katero funkcijo uspešno upravlja še danes. Istega leta je postal tudi član upravnega odbora Gasilske zveze Domžale, kjer aktivno sodeluje pri usmerjanju in razvoju gasilske dejavnosti v širšem okolju. Tovariš Urbanija je izredno aktiven na vseh področjih društvenega in operativnega delovanja. Redno se udeležuje intervencij ter ostalih gasilskih nalog. Leta 2024 je uspešno zaključil usposabljanje in pridobil čin nižjega gasilskega častnika 2. stopnje. Zelo dejaven je tudi pri organizaciji in sodelovanju na gasilskih tekmovanjih, s čimer pomembno prispeva k ugledu in prepoznavnosti društva. Poleg operativnega dela namenja velik poudarek na delu z mladino, sodeluje pri vzgoji mladih gasilcev in nudi podporo mentorjem pri njihovem delu, s čimer pomembno prispeva k razvoju naslednjih generacij gasilcev. Za svoje predano delo je tovariš Urbanija prejel priznanje za 30 let dela v gasilstvu, priznanje za 20 let operativnega dela ter bil večkrat odlikovan, med drugimi tudi s priznanjem 1. stopnje. Zaradi njegove izjemne predanosti, odgovornosti, dolgoletnega delovanja in prispevka k razvoju gasilstva predlagamo tovariša Primoža Urbanijo za podelitev priznanja 3. stopnje regije Ljubljana 3.
Priznanje tretje stopnje regije Ljubljana 3 prejme Jure Rogelj. Tovariš Jure Rogelj, rojen 29. oktobra 1984 v Ljubljani, je član gasilske organizacije že od leta 1993. Svojo gasilsko pot je začel kot mlad član, skozi leta pa se je izkazal kot izjemno predan, odgovoren in zavzet operativec, mentor in voditelj. Njegovo več kot 30-letno neprekinjeno delovanje na različnih področjih gasilstva ga umešča med najbolj zaslužne člane tako v domačem društvu PGD Dob, kot tudi v širši skupnosti Gasilske zveze Domžale. Leta 2013 je prevzel funkcijo poveljnika PGD Dob, ki jo opravlja že tretji mandat, kar priča o zaupanju članov in uspešnem delu. Istočasno je bil imenovan tudi za člana poveljstva Gasilske zveze Domžale, kjer aktivno sodeluje pri organizaciji in vodenju operativnega dela ter usposabljanj. V svojem društvu opravlja tudi naloge člana upravnega odbora, kjer sodeluje pri strateških in organizacijskih odločitvah. Pomemben je tudi njegov prispevek k razvoju mladine in gasilske tekmovalnosti. Kot dolgoletni mentor mladinski tekmovalni ekipi skrbi za prenos znanja in vrednot gasilstva na mlajše generacije. Njegova strast do tekmovanj se kaže tudi skozi osebno udejstvovanje. Bil je član olimpijske ekipe PGD Dob, s katero je dosegal vidne rezultate. Redno in predano sodeluje pri organizaciji tradicionalnega tekmovanja za pokal Doba in krajevne skupnosti Dob, ki je eno osrednjih dogodkov v društvu. Njegova organizacijska sposobnost, natančnost in zavzetost prispevajo k temu, da tekmovanje poteka kakovostno in v skladu z gasilskimi standardi. Na operativnem področju je opravil vrsto usposabljanj in izobraževanj ter pridobil različne specialnosti, kar potrjuje njegovo pripravljenost za delo v najzahtevnejših razmerah. Leta 2018 je pridobil čin gasilskega častnika druge stopnje. Njegova stalna prisotnost pri intervencijah, vajah in drugih gasilskih nalogah priča o visoki stopnji odgovornosti, zanesljivosti in pripravljenosti pomagati ob vsakem času. Za svoje dolgoletno delo in uspehe je prejel več pomembnih priznanj. Leta 2015 priznanje Gasilske zveze prve stopnje, leta 2020 plemenico tretje stopnje, leta 2023 priznanje za 30 let dela v gasilstvu in priznanje za 20 let operativnega dela. Tovariš Rogelj je svojim vztrajnim, strokovnim in srčnim delom velik vzgled mlajšim generacijam, spoštovan med sodelavci in cenjen v širši gasilski skupnosti. Njegova osebna predanost, pripravljenost pomagati ter sposobnost vodenja in sodelovanja predstavljajo pomemben doprinos ne le za PGD Dob, temveč tudi za GZ Domžale. Zato predlagamo, da se tovarišu Juretu Roglju podeli priznanje tretje stopnje regije Ljubljana 3 kot izraz spoštovanja, zahvale in priznanja za njegov dolgoletni prispevek, požrtvovalno delo in izjemen vpliv na razvoj gasilstva v naši regiji. Jure, a si poslušal, kako so te povedali? Nekaj se dogaja. A si bomo srano čestitam. Priznanje tretje stopnje regije Ljubljana 3 prejme tudi Roman Lazar. Tovariš Roman Lazar, rojen 23.10.1963 v Ljubljani, je član gasilske organizacije od leta 1976. V vseh letih svojega delovanja je s predanim in prizadevnim delom pridobil velik ugled in spoštovanje tako znotraj svojega društva kot širše. Med letoma 1993 in 2002 je bil član upravnega odbora prostovoljnega gasilskega društva Pšate Dragomelj, kjer je aktivno sodeloval pri vodenju in razvoju društva.
Posebej izstopa njegovo delo v letu 2022, ko je ob 100-letnici PGD Pšata Dragomelj pripravil in napisal knjigo o zgodovini društva, s čimer je pomembno prispeval k ohranjanju zgodovinskega spomina. Zaradi njegovega znanja in izkušenj je bil povabljen v Komisijo za zgodovino Gasilske zveze Domžale, kjer je prevzel vlogo urednika pri nastajanju knjige z naslovom Gasilstvo na Domžalskem ob 70-letnici Gasilske zveze Domžale. Knjiga je izšla v letu 2025 ob pomembnem jubileju zveze in bila podeljena njenim članom kot trajen dokument o bogati zgodovini gasilstva na Domžalskem. S tem je Roman pomembno prispeval k ohranjanju kulturne in zgodovinske dediščine gasilske organizacije. Poleg zgodovinskega dela je Roman Lazar zelo aktiven tudi na področju tekmovanj in izobraževanja. Leta 1996 je pridobil čin gasilec druge stopnje. Za svoje dolgoletno delo pa je bil leta 1998 nagrajen z bronastim priznanjem 3. stopnje Gasilske zveze Domžale, leta 2018 pa je prejel tudi značko za 40-letno delo v gasilstvu. V letošnjem letu, lanskem letu, je bil aktiven član veteranske tekmovalne enote PGD Pšata Dragomelj, ki se je uspešno udeležila državnega tekmovanja in z odličnim nastopom zastopala tako Gasilsko zvezo Domžale kot regijo Ljubljana 3. Svojo odprtostjo, skromnostjo in pripravljenostjo prenašati znanje na mlajše generacije je postal pozitiven vzor v kraju ter zgled prostovoljstva in družbene odgovornosti. Njegovo delo pomembno prispeva k povezanosti in razvoju kraja ter ohranja gasilske in lokalne dediščine. Zaradi njegove izjemne predanosti, dolgoletnega prostovoljnega dela, zgodovinskega prispevka ter aktivnega sodelovanja v tekmovalnih in izobraževalnih dejavnostih predlagamo, da Roman Lazar prejme priznanje 3. stopnje regije Ljubljana 3. Neč nimam treme. Na dan, da ste veseli ponosni vse. Super, hvala. Vsem prejemnikom iskrene čestitke. Zdaj bi pa na oder povabil predsednika Gasilske zveze Domžale Matjaža Korosca in poveljnika Gasilske zveze Domžale Matjaža Merkožiča, da podelita naziv častni član Gasilske zveze Domžale. Nande Starin se je Nande, prosim, pridruži se nam. Nande Starin se je rodil 23. novembra 1937 v Ihanu. Član prostovoljnega gasilskega društva Ihan je postal 1. januarja 1974. Že kmalu po vstopu v društvo se je izkazal kot izjemno zavzet, odgovoren in predan gasilec, ki je svoje znanje, energijo in čas nesebično namenjal razvoju društva, gasilstva in krajevne skupnosti. Leta 1980 je bil izvoljen za predsednika PGD Ihan. To odgovorno funkcijo je upravljal kar 28 let, vse do občnega zbora leta 2008, kar predstavlja izjemno dolgo in stabilno vodstveno obdobje. V času njegovega predsednikovanja je društvo doseglo velik organizacijski, strokovni in kadrovski napredek ter se utrdilo kot pomemben steber prostovoljnega gasilstva v kraju. V 80 letih je aktivno sodeloval pri gašenju velikega požara na farmi Ihan ter številnih drugih požarih in intervencijah v širši okolici.
Poleg operativnega dela je Nande Starin ves čas posebno skrb namenjal delu z mladimi. Dolga leta je bil nosilec in gonilna sila mladinskega dela v društvu. Šele v zadnjih letih so ga teh obveznosti postopoma razbremenjevali mlajši člani, vendar še danes aktivno sodeluje pri vzgoji mladih gasilcev, mentorstvu ter organizaciji varovanja otrok ob začetku šolskega leta. V 80-ih letih je bil ustanovitelj in mentor Društva mladih gasilcev na podružnični šoli v Ihanu in v PGD Ihan. Ob koncu 80-ih let je zasnoval tudi Akademijo ob mesecu požarne varnosti, ki je postala tradicionalni dogodek. Pri njeni organizaciji in izvedbi aktivno sodeluje vse do danes, kar kaže na njegovo dolgoletno predanost o zaveščanju javnosti o požarni varnosti. Na nivoju Gasilske zveze Domžale je bil od leta 1998 do 2008 član predsedstva. Leta 1998 je prevzel funkcija predsednika Komisije za odlikovanje in priznanje Gasilske zveze Domžale, predtem pa je bil tudi njen član. Sočasno je deloval tudi kot član Mladinske komisije GZ Domžale ter sodeloval v različnih komisijah domačega društva. Ob vseh funkcijah in obveznostih je vedno ohranjal pristne, tovariške in spoštljive odnose z gasilci, člani društev, predstavniki drugih organizacij ter krajani. Njegovo delo in osebnost potrjujejo dolgoletni dobri odnosi s pobratenimi gasilskimi društvi Padež iz Zasavja in Srednja Bistrica iz Prekmurja, kakor tudi s prijateljskimi društvi PGD Libeliče ter gasilci iz Vatrogasnog saveza Koprivnica na Hrvaškem. Opravil je številne strokovne tečaje. Za vodjo skupine, vodjo enot, strojnika ter mentorja mladine. Njegov najvišji doseženi čin je gasilski častnik 2. stopnje. Prejel je vrsto priznanj in odlikovanj na ravni gasilskega društva, lokalne skupnosti, gasilske zveze ter na republiškem nivoju. Leta 2002 mu je bilo podeljeno priznanje za posebne zasluge. Na slavnostni akademiji 17. oktobra 2008 je prejel naziv častni predsednik PGD Ihan. Poleg gasilstva je aktiven tudi v turističnem društvu Ihan, društvo upokojencev Domžale ter kot član lovske družine, s čimer še dodatno prispeva k družbenemu in družabnemu življenju kraja. Vsega opravljenega dela in vseh dobrih dejanj tovariša Nandeta Starina ni mogoče v celoti opisati na enem mestu, saj je njegov prispevek k gasilstvu in skupnosti izjemno obsežen in dolgotrajen. Na podlagi dolgoletnega, nesebičnega in izjemnega delovanja v prostovoljnem gasilstvu ter pomembnega prispevka k razvoju Gasilske zveze Domžale se tovarišu Nandetu Starinu podeli naziv častni član Gasilske zveze Domžale. Iskrene čestitke tudi v našem imenu. Zdaj bi šli pa pod točko 11, se pravi beseda gostov. Zdaj pa, ko Trzin gosti ta skupščino Gasilske zveze Domžale, bi najprej k besedi povabil župana občine Trzin, gospoda Petra Ložarja. A ni bo enkrat za spremembo, da bo mesta prvo, hvala. Da pa reči, da enkrat čete malo večer. Evo, večkrat za kecima, oziroma malo za kec, malo za res. Spoštovane delegatke, spoštovani delegati, spoštovani visoki gosti, tako iz bližnje okolice, kot iz Ljubljane, iz regije in seveda iz ostalih delov, tako Slovenije, kot seveda tudi iz Hrvaške. Lepo pozdravljeni v Trzinu. Zelo na hitro, sej večinoma vsi že poznate naš gasilni dom, veste, da Trzin je pač del Gasilske zveze Domžale. 4000 prebivalcev uradno, to bo za goste iz drugih koncev govorim. Tako da imamo eno gasilsko društvo in smo seveda, hočeš del Gasilske zveze Domžale. Bom rekel, so vzponi, so padci, se mi zdi, da v zadnjem času smo v zmerno boljšem sodelovanju, kar me veseli.
in nekako bom rekel, da tudi občina Trzin se res trudi, da nekako pridemo naprej tudi z našim gasilskim društvom, kar se da največ, kar je možno. Smo še zmeraj rečemo, novi gasilni dom, uradno bil odprt 4 leta nazaj, maja 2022, če se ne motim, ja. Nekaj v bistvu uporabi pa že nekih 5 let, ampak vmes je bilo še covidno obdobje, tako da smo na uradno otvoritev takrat počakali. Kaj ne rečem, mislim, da gasilcem dobro služi. Poveljnik je v svojem 21 minut 12 sekund dolgem poročilu omenil tudi, da je bilo pač novo vozilo GBM-1. Planiramo oziroma smo že v fazi nekako naše gasilsko društvo in tudi občina, da pridemo še do novega GBC-1, kar verjamem, da bo pa realizirano v naslednjem letu. In s tem jaz mislim, da se res trudimo, tako kot v Domžalah, tako v Trzinu, res vsi, da dajemo največ, kar je možno, če se že nekako bom rekel, žrtvujete za vse nas, da vsaj z opremo, z vsemi možnostmi, ki jih lahko občina da, torej s temi sredstvi, ki so pač omejena zmerom, da vam lahko pomagamo. Evo, na kratko, res samo še vse čestitke vsem prejemnikom priznanj, res vse čestitke za dolgotrajno delo, zaslužili ste to posebno priznanje. Tako, kar sem videl iz poročil, res dobro delate in jaz verjamem, da bo tako še naprej. Tako da vse čestitke, vsa priznanja in hvala vam in seveda še naprej uspešno. Hvala lepa gospodu Petru Ložarju. Malo bi ga pa popravil, ta GVC-1 bomo realizirali že letos, ne drug let. Tako da zdaj bi pa... Samo zaradi proračuna do naslednjega. Tako zdaj bi pa prosil županje občine Domžale, magistro Renato Kosec, da poda tudi svoj. Hvala lepa. Dober večer, dragi prijatelji, gasilke, gasilci in pa prijatelji seveda iz drugih občin, kot tudi čez mejo iz Koprivnice in pa iz Brača. Naš gospod župan, da ste v meji manjši delničar, ste videli pri finančnem načrtu, a ne? Tako da mogoče v Terabu še kakšen rebalans, a ne? Kar pomeni, da še ni konec leta 2026, večkrat se šalim. No, če pa jaz zdaj podam poročilo za leto 2025 kot občina oziroma predstavnica občine Domžale. Prvo iskrene čestitke seveda vodstvu, predvsem predsedniku za odlično predstavitev. 70-letnica Gasilske zveze Domžale je bila izpeljana na nivoju, ki se ob takšni res visoki obletnici lahko le nadejamo. Oba, bom rekla, prireditve in pa dogodka sta bila res izjemna. Seveda čestitke tudi za vrhunski zbornik in knjigo, ki jo seveda z velikim veseljem tudi občina Domžale poklanja kot protokolarno darilo. Kar se intervencij tiče, hvala lepa vsakemu izmed vas. Kljub temu, da so bile zahtevne intervencije, vsaj 2, ste jih odlično speljali, tako da rada se pohvalim, ko sem s kolegi pa s kolegicami iz ostalih občin, da imamo res odličen sistem, ki se je desetletja razvijal, tako da tudi poveljnik ob tvojem poročilu, seveda iskreno čestitko za tvoje delo. Potem pa finančni načrt, tam sem bila malo bolj pozorna, ste mi opazili, a ne? Ne, iskrene čestitke tudi za zgledno porabo sredstev Gasilske zveze Domžale ni lahko in tudi za smotrno porabo in tudi načrtovanje, ne samo za opremo, pa vendar tudi za vse ostale, od usposabljanj, izobraževanj in tudi tega, da poklanjate pomen tudi mladim veteranom in pa tekmovanjem. Ja, občina Domžale praznuje aprila, tako da bomo pred našim rojstnim dnevom držali pesti, da se pa člani in članice uvrstite na olimpijado, čez mejo, da pa pridemo pogledati, ne? Tako da mogoče pa tudi mi imamo neka sredstva za mednarodno sodelovanje, pogledamo in seveda navijamo za naše tekmovalce na olimpijadi, tako da jaz kar mislim, da bo uspelo. Je le april pa občinski praznik in boste imeli srečo. Ja, kaj bomo pa v letu 2026 mogoče ušpičili, poveljnik je pozabil povedati, sicer ne samo kot Gasilska zveza, ampak en dan oziroma 2 dni pred mesecem požarne varnosti, po mojem večjih vaj v zadnjih letih sistema zaščite in reševanja Domžale 2026, ko bodo Domžale zopet deležne enega močnejšega potresa in pa vseh sekundarnih posledic. Seveda scenarij se že verjamem, da pripravlja, ne gospod poveljnik,
komisija je že imenovana z moje strani. Ja, se pravi na območju Domžal, ob Kamniški Bistrici in seveda na območju Šumberka. No, sem pa tudi jaz pri tem, ki je poveljnik omenil, na tej vaji bomo tudi preizkusili, zdaj že ni novo, no, tehnično reševalno vozilo, ki smo ga dobili v upravljanje se strani Uprave za zaščito in reševanje, ki je modro, nov te verjel in modro bo tudi ostalo, zato pa moramo mečkaj to rdečo barvo tudi poživiti z modro. Mečkaj se hecam, dobro, kakorkoli damo pa pol modrega, pa pol rdečega, ne vem sicer, kaj bo uprava rekla. Ja, pa da ne pozabimo, letos se bo, verjamem, da mirno zaključilo čim manj intervencij, čim več gasilskih veselic, vem, da koledarjih že imate, imamo pa tudi eno obletnico, si bom kar drznila to izpostaviti, delovanje našega javnega zavoda, Center za zaščito in reševanje, ima tudi eno svečko. Tako da verjetno v tem letu še kaj slišite, tako da iskrene čestitke tudi našemu javnemu zavodu, Centru za zaščito in reševanje. Ja, in naši veliki družini, Gasilski zvezi, kot tudi celotnemu sistemu zaščite in reševanje, kot tudi našim kolegom iz drugih občin preko meje želim res eno mirno, sproščeno, prijetno leto 2026 in ko se drugo leto oziroma leto 2027 srečamo, da bodo to vrstna in pozitivna poročila tudi v prihodnje. Tako da, kjer je volja in pomoč in hvala lepa. Hvala lepa župani za poročilo, mislim za besedo. No. Zdaj bi pa k besedi povabil še predsednika, se pravi regije Ljubljana 3, Slavka Jalovca. Vsem skupaj en lep pozdrav. Nič nisem zapisal, bom najkrajši v zadnjih 20 letih, pa sem zmeri kratek. V imenu Gasilske zveze Slovenije, v imenu regije Ljubljana 3 in v mojem imenu vas vse skupaj, prav vse, lepo pozdravljam in se vam zahvaljujem za vabilo. Poslušal sem poročila, poslušal sem vaše delovanje. Tovariš predsednik, tvoja izjava v poročilu je bila, lani je bilo GZ Domžale uspešno. Kdaj GZ Domžale ni bilo uspešno? Povej mi, katero leto. Kak imate? Povej, kdaj ste bili neuspešni? V 20 letih, kar niste nikoli. Ja, dobro. Poveljnik, bil se res dolg, ampak, če se hitro menil, ker sem res poslušal tvoje poročilo, bilo je top poročilo, prijetno za poslušati, prijetno za gledati, bi se pa sam dotaknil tistega tvojega na koncu glede število tekmovalcev. Takrat, ko sem te poslušal, je bilo isto, kar bi jaz govoril. Jaz se s teboj 100% strinjam, tako pač je. Veliko uspehov vam želim, naj se vam uresniči v letu 2026 vse, kar ste planirali, pa še več. Kar je bilo lani, sem bil posod zraven, tako da nič novega zame. Želim vam veliko zdravja in radi se imejte. Na pomoč. Hvala lepa. Zdaj bi dal pa besedo vsem ostalim delegatom, društvom, karkoli, če bi radi pozdravili, tam ne vidim, da so že roko dvignili, tako kar izvolite. Živijo. Kar izvolite. Hvala lepa. Pozdravljam skupštinare na vašoj 71. sjednici. Lepo je čuti o vašim rezultatima koje ste postigli. Želimo vam u budućnosti što manje intervencije, vidimo da ste imali jako puno. Želimo vam iz Koprivnice da na kvalifikacijama za olimpijadu uspješno prođete, da se vidimo na olimpijadi. Koprivnica ima ekipu omladine na olimpijadi. Želimo vam da se financijski plan ostvari, budite si dobri s županima i županicama. I pozdravljam vas ispred veterana iz Koprivnice i od koncu od predsjednika Slavka
Tucakovića i povernika Željka Cvrtile, sestre i brati gasilci, na pomoć. Hvala lepa. Bi še kdo kakšno besedo rekel? Pa jaz. Lep pozdrav sem skupaj v imenu poklicnih gasilcev in ostalih sodelavcev Centra za zaščito in reševanje Domžale. Lepo se prepleta tale zgodba domžalske gasilerije. Slišali smo malo hrvaščine, malo slovenščine. Mislim, da je to tudi eden izmed pokazateljev, kako zelo dobro znamo sodelovati in kako zelo dobro znamo ne premikati, ampak prestopati meje. Tako tiste, ki so kje kdaj zarisane, ali pa se mogoče pojavljajo samo v naših glavah. Današnja skupščina je moja 16. leto, se pravi, bil sem na 16 občnih zborih ali pa skupščinah različnih organizacij, ena majhna malenkost 3 društev, v katerih sam preživljam svoj prosti čas in se trudim, da dam nek doprinos družbi s svojo aktivnostjo. Takrat seveda, ker mi to čas dopušča, večina so bile pa to občni zbori društev. In lahko rečem, ali pa potrdim, vse to, kar je bilo danes slišano, sem ne že enkrat slišal. Smo odlično opremljeni, odlično znamo med seboj sodelovati, kar smo dokazali v lanskem letu, žal ali pa na srečo, tudi na enem največjih požarov, ki je v zadnjem času prizadel občino Domžale. Na vseh občnih zborih ali pa na večino občnih zborov je bilo pa slišati tudi to, kar je bilo slišati danes pri poročilu poveljnika, tekmovanja, mogoče malo pada nek interes ali pa mogoče ta splošna družbena klima. Ja, splošna družbena klima je, moramo se zavedati, moramo si naliti čistega vina, ena velika ovira tudi v gasilstvu. In ne boste verjeli, ne samo prostovoljnem, tudi v poklicnem je zgodba popolnoma ista. Poklicni hodimo v službo, seveda za plače, ampak na koncu delamo pa isto delo, kakor ga delate vsi vi, z istim ciljem. Pomagati, sodelovati, ne samo pomagati, sodelovati pri razvoju kraja, biti družbeno aktiven in pa ne nazadnje koristen pri družbi. Kako bomo to dosegali, na kakšen način? Včasih predhodniki rečejo, tudi moje očevne organizacije, zmer smo bili zadovoljni z eno klobaso, na koncu danes je 70 včasih, ker nismo več zadovoljni s klobaso. Kaj narediti, kako narediti? Sigurno, prepričan sem iz mojih dolgoletnih izkušenj ali v gospodarstvu, ali pa zdaj v 10 letih v poklicni gasilski enoti, zavedimo se, da denar ni tist, ki bo to rešil. Najlažje je kupiti opremo, slišali smo, vrhunsko smo opremljeni, županja, krita se ušesa, res smo dobro opremljeni, strmeli bomo temu, da bomo opremljeni še bolj, ampak najlažje na konci kupiti avto, ali rdeče barve, plave barve, čisto vse. Kako bomo poskrbeli za to, da bomo mi naprej palali zgodbo, da bomo lahko predhodnikom, pa so bili danes nagrajeni, tudi čez 100 let pokazali, da smo palali ta os naprej, je pa vprašanje, na katerega bomo skupaj mogli najti odgovor. Upam, da bomo tudi takrat znali stopati skupaj za isti cilj, zato da se bo zgodba nadaljevala. Hvala lepa, želim srečno in lep večer danes za spremembo v sosednji občini Trzin. Hvala lepa. Hvala lepa. Lep pozdrav še vsem prisotnim v imenu Kulturnega društva Godbe Domžale. Zahvaljujemo se Gasilski zvezi z Domžale za povabilo na skupščino. Vse pohvale in zahvale za uspešno in delovno leto. Čestitke tudi vsem prejemnikom priznam, neverjetni ste.
V našem društvu tradicionalno uspešno sodelujemo predvsem z PGD Stop, Depala vas, naslednji skupni dogodek bo prvomajska budnica, lepo vabljeni, še isti mesec pa bomo z njimi praznovali tudi 120. obletnico, tako da hvala vam in se vidimo. Zahvala gre tudi v zadnjem času PGD Studenec in pa seveda občini Domžale, ki so nam na primer pretekli vikend posodili svoje gasilsko in občinsko vozilo za prevoz tolkal na intenzivni vikend na Debeli Rtič. Zgodba Domžale se trenutno pripravlja na eno tekmovanje, se pravi, gre za državno tekmovanje 18. aprila, tako da držite pesti z nami. S PGD Studenec pa bomo sodelovali potem tudi 15.5., ko bomo obeležili 100 let delovanja njihovega društva. Praznovanja se bomo seveda z veseljem udeležili in jim iskreno čestitamo. Vam vsem pa še enkrat želimo tudi vse dobro in uspešno še naprej. Hvala. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu, v imenu Gasilske zveze Postojna. Sem bil na slabem glasu, zato bom bil kratek. Najprej bi se zahvalil vodstvu za povabilo, na katerega se radi odzovemo, tako da sem prišel in se zahvaljujem za, ko so prišli oni na našo skupščino oziroma občni zbor imamo še mi. Glede na poročilo, ko sem ga slišal, nemam kaj reči, se pravi, se dela, problemi so podobni kot na naše zveze, tako da to je to, me pa veseli, kar slišam, da se dela z mladino. Ker če ne bomo imeli mladine, kot je tudi direktor povedal, če ne bomo mladine odzad, da se bomo z njimi jih usposabljali, tako da bomo imeli neke zamenjave, nam tudi res te vozila nam pomenijo prav nič več. Seveda, naše zveze smo kar dejavni z mladino, tudi prva vidim, seveda se moramo posvetiti tudi veteranom. To pa, če ne bomo se pa njem, oni se bomo, oni so bili naše, nas so vodili do tle, do kjer smo mi prišli. Tako da, tako naprej in na pomoč, bi pa v tej priložnosti povabil zdaj sem še predsednika in poveljnika zveze, da jim podarim, sem prvič član na vaše skupščine, ker vidite sem. Zakaj bom pa dodal njim še zbornika, ker naša zveza bo praznovala letos 70 let, tako da sta vabljena že ne dol. Bomo potem dali še zbornik, zdaj bom pa dal, ker vem, da nemo sta neč časa, vtačna, ne. Bosta pa brala, ker vem, da pa zveze vse se ve, ne. Prostovoljci smo, dosti dela nemamo in bosta lepo prebrala. Evo. Hvala lepa. Tudi v imenu Prostovoljnega gasilskega društva Postojna, še prvo bi se rad zahvalil za vabilo na občni zbor. Tukaj bi rad pozdravil vse vas, pa tudi veličanstvo visokosti. Čestito bi rad vsem prejemnikom priznan in pa na vaša prebrana poročila lahko rečemo le bravo. Tako naprej. Dotaknil bi se malo besed poveljnika na konci, tistih v kurcu, tudi pri nas ni vse rožnato. Tudi mi se soočamo zdaj s temi izzivami, zdaj znam je, da je to izziv splošnega ljudstva, ki bo zelo vplival na gasilerijo in tudi mi iščemo to. Je pa dejstvo, da sem zelo vesel, da to ne vpliva na sodelovanje s kolegi iz Hrvaške in pa sodelovanje z vami, kolegi gasilci. In upam, da bomo tudi še naprej tako dobro sodelovali. Hvala. Lijep pozdrav svima, pozdrav z Brača od svih vatrogasaca u ime svih 5 postrojbi, u ime osobno ime. Drago mi da sam ponovno tu, već sam domaći, tako da više manje se i ne moram predstavljati, ali to je ona dobra strana priče.
Ja stvarno neću dužit, svi su više manje rekli što su trebali i više nego što su trebali. Ono na čemu vam želim čestitati, na čemu želim naglasiti vaš rad je sva ta poročila koja ste kazali, sve izvještaje, bilance, sve je to nekakav papir, ali iza vas je veliki rad. A najviše od toga se vidi kad pogledate poveljnika i predsjednika na sliku i kad ih pogledate uživo. Da vidite koliko su od 2005 i 20 u godinu dana malo se promijenili, tako da veliki je posao iza vas, uspješan posao, ja vam na tome čestitam. Ja sam siguran da će ovaj naš mali, veliki projekt koji smo započeli biti svake godine sve bolji i bolji, sve veći i veći, tako da služimo na ponos kako nama gasilcima, tako široj društvenoj zajednici, kako u Domžalama, Trzinu, tako i na otoku Braču. Stvarno neću dužiti jer znate, bez hrane se može jako puno, ali bez pijače jako malo, tako da na pomoći živjeli. Ker predvidevam, da gremo po abecedi, bom jaz zadnji, upam. Vsi nagrajenci, vse čestitke, bilo smo že povedali in tako naprej, strinjam se z vsemi. Eden izmed predstavitvenih ste videli rdečo barvo, pa tako naprej, pa ne bi v barvah, ker meni so vsi avtomobili všeč, vsake barve. Tako da ne tako tudi ostane. Všeč mi je, da je bilo to kooperativnih gasilcev, nekaj častnikov in tako naprej. Vsem pa jaz mislim, da nimate take težave z mladimi. Le naprej, ne se tukaj ustaviti, vem, da niste edina dejavnost, ki se s tem ukvarja, ampak jaz mislim, da se tudi mladi spreminjajo. Malo opazujem pa doma, pa malo vidim, da malo drugače gledajo kot pa mi, kar nas malo skrbi. Tako da samo naprej, tako kot ste imeli, začrtano in to je to. Tako da srečno in hvala lepa. Predstavnike civilne zaščite, predstavnike radnih društev, predstavnike organizacij in vsekakor tudi domačine, naše skupščine. Prav besedo sem poslušal poročilo izčrpno poročilo upravljene aktivnosti v letu 2025 in prav besedo sem, da zaobagam oziroma že kar nekaj let prisoten tudi na vaših skupščinah, da imate izjemno podporo lokalnih skupnosti, kar se tiče strani županje, strani župana in samo je to eno pozitivno izhodišče za razvoj gasilstva. Vemo, da ste tu gasilci kot ena volilna sila, kar se tiče društvenega življenja in to je redu potem, da živite za svoj kraj, da delate tudi za svoj kraj. Namreč ne svojo pozabiti, za vsem tem delom je ogromno upravljenih prostorov. V prihodnjih letih, oziroma letu 2026, bomo imeli veliko uspehov pri zadanih planih, finančnih planih in ko smo slišali, da imate možnost ki bi nastopili na olimpijadi, želim veliko uspeha. Hvala lepa in imate počet. Skoraj najbližji sosed, kakšno reči, torej tudi imeno Gasilske zveze Lukovca z zapovednikom naša pozdrave. 71. ste danes posebej povedali v bistvu vse v vašem delu, pa bom kratek in bom sam tole dodal, torej verjamem, da bomo tako kot smo do zdaj sodelovali tudi naprej. Srečno. Lep dober večer, tudi v imeni Gasilske zveze Šmartno. Vse lepo pozdravljam. Iz poročil so slišali, da ste res aktivni, pokrili vse področja. Veliko dela ste upravili, tako da naj bo to zagon za tiste vlade, ki to premaguje, da vas spoštujejo in gledajo in boste
tudi vi kot mlade potrebili. V letu 2026 ste že zastavili prve cilje, tako da upam, da jih tudi uresničite. Lahko sodelujte naprej z ostalimi gasilskimi zvezami in se srečamo na naši skupščini, tudi vas kot vabljeni. Lep pozdrav, še v imenu Gasilske zveze Moravče, Svetovavišem Igorom prinašava lepe pozdrave. Kot je že slišati iz vaših sporočil, ste delovni, upam, da delovni bodo ostali naprej. Želim še, da se mogoče kakšna stvar izboljša na sodelovanju med zvezami in želim vam še naprej vse naj. Hvala lepa. Lep pozdrav vsem skupaj iz Gasilske zveze Kamnik, zelo kratek, čestitke za opravljeno delo, tako naprej, vse dobro vam želim tudi prihodnje, se radno slišimo, skupaj delamo delo. Hvala lepa. Lep pozdrav v imenu Mengeških gasilcev, čestitke za opravljeno delo v letu 2020. V 2026 pa čim manj intervencij ekipam, ki bojo 18 let trga se borile z olimpijsko vzornico, pa čim več odnesleče samo pomoč. Lepo zdrav tudi Gasilske zveze TIA. Čestitke za dosežene rezultate lanske, zahvala za tudi vaš obisk na naši 70-letnici, smo nas tudi pozvali Gasilske zveze TIA. Ja, naj se vam cilji uresničijo, mladina, posod podobne stvari, treba kakšen projekt potrebiti, ampak jaz projekt ni verjamem, da gre naprej, ne, še ta dva, se bodo zida. Čestitke vsem prejemnikom priznanj in pa uspešno delo še naprej. Hvala lepa. Bi še kdo rad besedo? Smo izčrpali. Hvala lepa vsem za spodbudne pohvale in tako naprej. Tako da bi zaključil s 11. točko, pa bi šli pod točko 12, se pravi razno. Ima kdo od ostalih članov delegatov še kakšno besedo, pripombo, vprašanje? Če nima, bi pa prosil mogoče domačega predsednika PGD Trzin, da ene dva stavka pove ali pa tri. Ja, še v imenu domačega društva prav lepo pozdravljeni vsi gostje. Jaz sem po mojem prav vesel, da je gospod župan, da so se poročila končala, nekaj vsak mu poročilo en avto par leta noter. Tako da, ja. Prvo bi se rad še pohvalil, letos naše društvo praznuje 120 let, neke aktivnosti je že delalo, nekih še bo, tudi ga vljudno vabljeni tudi na našo akademijo, Veselico in pa konc leta prevzem vozila. Bi pa tole izkoristil še za predstavnike Gasilske zveze Slovenije, zahvalo tudi Klemnu za pomoč pri sofinanciranju odprav posledic v temu gasilskemu domu. Tale gasilski dom je tudi v Orang-Fasu med poplavami, tako da še enkrat hvala za vsa sredstva in za pomoč. Za konc pa seveda, kakor ta prav gostitelj, vabljeni na hrano in pijačo v našo garažo. Če bi se kdo rad ogledal še gasilski dom, lahko tukajte mene ali katerega koli drugega člana. Še enkrat hvala, pa srečno. Hvala, Borut. Jaz bi se pa tudi podrazno zahvalil še enkrat za zaupanje, ker ste nam ga dali, da smo vodili tole skupščino. Pa bi prosil predsednika Gasilske zveze Domžale, Matjaža Korošča, da zaključ, pa je to to. Takole, še enkrat v imenu Gasilske zveze Domžale se vam zahvaljujem za tako številčen obisk. Ravno tako vsem pobratenim društvom in seveda kolega iz Brača. Kot je že rekel domač predsednik, ampak napreden bom tisto ponovil, se bi zahvalil v imenu zveze Gasilskemu društvu Trzin za gostoljubje in kot je rekel trzinski predsednik, vsi vabljeni dol v garažo, da tam kakšno rečemo in da tam se podružimo
mogoče se utrnejo kakšne nove misli in nove stvari. Tako da z našim pozdravom na pomoč.